Draga cerkev, bratja in sestre, vsi, ki smo zbrani na bogoslužju tudi preko spleta. Nedelja je čas, ko damo slavo našemu Bogu. On nas ljubi, on želi prinašati dobre stvari, čudovite spremembe v naše življenje. Zato mu odprimo srca in najprej skozi pesmi, slavljenja, dajmo njemu vso slavo, čast, ki jo pripada samo njemu. In potem odprimo naša srca za Božjo besedo. Dovolimo, da se nas Bog s svojo močjo dotakne. In naj bo to čudovita nedelja, kjer smo doživeli Božji dotik, moč in delovanje od Boga in spremembo v naših življenjih. Amen. Večje lepote ne poznam, globlje modrosti človeške ni, miru srca našel ne bom, kot v tebi našel sem. Tvoja dobrota je kot ocean, milost je večja kot najvišje gore. Opisati tega ne da se, kar v tebi našel sem. Ti si zavetje brezupni, ti si prihodnost vsem ljudem, ti si vir odpuščanja, zdravje v bolezni, ti si moj Bog, ti si moč za vsak nov dan, ti si žalost in radost, ti si neskončna ljubezen, ti moj si rešitelj, tebi našel sem vse. Večje lepote ne poznam, globlje modrosti človeške ni, miru srca našel ne bom, kot v tebi našel sem. Tvoja dobrota je kot ocean, milost je večja kot najvišje gore. Opisati tega ne da se, kar v tebi našel sem. Ti si zavetje brezupni, ti si prihodnost vsem ljudem, ti si vir odpuščanja, zdravje v bolezni, ti si moj Bog, ti si moč za vsak nov dan, ti
moj si rešitelj. V tebi našel sem vse. Največja sprememba v življenju. Danes človeštvo raje spremeni mišljenje, kot pa da bi se spremenilo. V bistvu je to nekaj normalnega. Raje ali lažje je spremeniti mišljenje, kakor življenje. Želim govoriti o notranji spremembi človeka. Socialna omrežja tukaj ne štejejo, saj bomo govorili o ljudeh iz mesa in krvi. Sprememba življenja je nekaj popolnoma drugačnega, kot pa objaviti lepe slike na Facebooku. Krščansko življenje ni religija, zapovedi pravil. Govori pa o spremembi v življenju. Če krščanstvo ne temelji na človeškem življenju in njegovih spremembah, je samo ena od religij, filozofij, ki kaj dosti ne morejo pomagati. Poglejmo svetopisemski tekst, primer, ki govori o globokih spremembah v človeškem življenju. Ali ne veste, da krivičniki ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti, ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moški vlačuge, ne homoseksualci, ne tatovi, ne lakomniki, ne pijanci, ne obrekljivci, ne roparji, ne bodo dediči Božjega kraljestva. In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v duhu našega Boga. Prebrani odlomek govori o negativnih, uničujočih plateh človeškega življenja. Besede nas bodo v začetku prizadele, saj odkrito spregovorijo o naših padcih, negativnosti, grehu. Govora je o človeški krivici, nezvestobi, čaščenju malikov, nemorali, lakomnosti, kraji, odvisnosti in kot piko na i na koncu omeni še ogovarjanje. Pavel pravi, da taki ljudje ne bodo videli Božjega kraljestva. Kar je seveda z ene strani popolnoma pravično. Če je Bog in njegovo kraljestvo pravično, potem ne more grešnik ali krivični človek v njegovo kraljestvo. Toda odlomek se ne konča, da je človek prepuščen samemu sebi in obsojen na večno pogubljenje. Ampak govori o spremembah, ki resnično lahko prinesejo pozitivno spremembo v človeško življenje. Že tukaj na zemlji. Pavel nadaljuje. In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v duhu našega Boga. Pavel je sam doživel spremembo od Boga in tudi za verne v Korintu pravi, da so nekateri bili taki in da jih je Bog po Kristusu opravičil in spremenil. Bog jim je dal novo življenje. Bog želi, da je naše življenje na blagoslov nam in ljudem okrog nas. Namesto krivice želi, da živimo pravično življenje, pošteno, zvesto drug drugemu. Da je naše življenje moralno in etično čisto, saj nam to prinaša notranji mir, radost, svobodo. Naj živimo svobodno, da nismo zvezani in odvisni. Namesto, da bi ljudi ogovarjali, blatili
jim odpuščajmo in jim želimo dobro. Verjamem, da je to največja sprememba, ki jo človek lahko doživi v svojem življenju. Na drugi strani pa tudi najtežja sprememba, ki jo lahko doživi samo z Božjo pomočjo. Kot sem že omenil, krščanstvo ali biti kristjan pomeni spremembo v življenju. Božja beseda se včasih omenja kot dvorezen meč, nož, skalper, ki zareže v naše srce in želi odstraniti uničujoče, bolne stvari iz našega življenja. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in možga ter presoja vzgibe in misli srca. Težko se v življenju soočiti, priznati negativne stvari, greh, ki nas uničuje. To je boleče, toda to je edini način, da lahko prejmemo pomoč. Ker so stvari, ki jih omenjamo tudi globoko duhovne, rabimo Božjo pomoč in moč, Božjo operacijo, ki tudi včasih boli. Zakaj je Pavel bil tako navdušen nad Božjo besedo evangelijem? Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. Pavel je bil navdušen, ker je doživel, da je v Božji besedi evangeliju moč, da za Božjo besedo stoji Bog, ki nas lahko spremeni in da novo življenje. Pavel je prej bil verski fanatik, skrajnež, ki je za svojo vero bil pripravljen ubijati ljudi. Toda potem je Bog spremenil njegovo življenje in vsem je hotel povedati o Bogu, ki spreminja človeška življenja. Nažalost, malo slišimo in govorimo, da Bog lahko spremeni človeško življenje. Preveč se ukvarjamo s postranskimi stvarmi v cerkvi in vse bolj tonemo. Mnogi tako imenovani kristjani več ne verujejo v Sveto pismo. Ne verujejo, da je bil Jezus križan za naše grehe in tretji dan stal od mrtvih. To je mnogim neumnost in ne morejo doživeti več Božje moči. Pavel pravi, beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Ali želimo verovati Bogu, da lahko spremeni naše življenje? Verujmo, da je Jezus na križu umrl za naše grehe, da bi nam lahko bilo odpuščeno in bi lahko bilo naše življenje tudi spremenjeno. Zato nas želim izzvati, da se vrnemo k Bogu in njegovi moči. Ne pozabimo, lažje je spremeniti mišljenje, kakor življenje. Toda to je lahko zelo nevarno in uničujoče za človeštvo. Molimo na koncu in prosimo Boga, da se dotakne našega življenja. Vse, kar je v nas uničujoče, prinesimo pred njega in ga prosimo, Jezus, odpusti nam in nas osvobodi in daj novo življenje. Jezus, hvala ti za tvojo besedo, hvala ti za tvojo resnico, ki je včasih težka, ki je ostra, ampak prinaša spremembo, prinaša življenje. In Jezus, jaz te prosim zdaj za vsakega. Jezus, ti nas poznaš, kaj je v naših srcih, da mora biti spremenjeno. Jezus,
Lahko je to ugovarjanje. Lahko je to laž, krivica. Lahko je to nemorala, zvezanost, odvisnost. Ti si prišel, da nam govoriš in s svojo močjo prinašaš spremembo v naše življenje. Zato te prosim za vsakega, ki v molitvi iskreno prav zdaj svoje srce odpira tebi. Jezus, da se ti dotakneš, da odpuščaš, da osvobajaš, da ozdravljaš, da s svojo močjo delaš čudeže in spreminjaš naša življenja v nekaj dobrega, v blagoslov, Jezus, v izgradnju tvojega kraljestva in človeštva. To te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in ne bojmo se, ko Bog skozi svojo besedo govori močneje, včasih nas izzove z težkimi stvarmi, ampak on nas ljubi in nas želi spremeniti. Lepo nedeljo, Božji blagoslov. Amen.